V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v četrtek, 23. oktobra, gostili literarni dopoldan z Niko Matanovič. Avtorica je predstavila svoj mladinski roman Betonski labirint. V pogovoru z Darjo Kolar je pisateljica mladim obiskovalcem med drugim zaupala, kdaj najraje piše. Ko sem pisala še v srednji šoli, ali pa ko sem bila še malo mlajša, torej kot ste zdaj vi, v 9. razredu ali pa v 8., torej konec osnovne šole, takrat sem bila še malo bolj morda nočna ptica, bi temu rekla. Mogoče je tudi kdo izmed vas navajen tega, da mogoče gre malo kasneje spat, pa ima potem morda tudi malo težje zgodaj vstajati. In je velik del te knjige, vseh prvih verzij, pa gotovo tudi razreda, ki ga vidite tam, nastajal po noči, tudi že v zgodnjih jutranjih urah, seveda pa med počitnicami, ker če bi pa delala še šolo zraven in pa pisala vso noč, potem pa ne vem, kaj bi se mi zgodilo. Ampak potem, ko sem pa še malo odrasla, pa se mi je ta ritem malo umiril in zdaj najbolje vsekakor funkcioniram zjutraj. Pišem pa največkrat med počitnicami, kot torej nimam čisto nobenih drugih obveznosti in se lahko najprej seveda malo zadiham, ker me pisanje še vedno zelo utrudi, ker če se mene vpraša, je to še vedno zelo težko delo. Potem pa ko se lahko popolnoma sprostim, ko se lahko popolnoma skoncentriram na zgodbo, torej prepustim, da malo začrtam svoje like, malo kaj načrtujem, da pišem najprej beležko, potem pa pretipkam še na računalnik. Gre pa pri meni, kot sem že povedala, zelo počasi. Med razredom in Betonskim labirintom je preteklo kar nekaj let, res je. 10 let? 10 let v bistvu, ja. In v tem času se mi je marsikaj zgodilo, končala sem srednjo šolo, se vpisala na faks, ugotovila, v katerem poklicu bi želela delati. Spoznala sem veliko novih prijateljev, prijateljic, doživela marsikaj lepega in pa tudi manj lepega. Tako da ja, kot letni čas, v katerem pa bi imela največ navdiha, največ zagona za pisanje, da se tako izrazim, pa je gotovo poletje. In pa kot sem že omenila, te počitnice in pa rada pišem, da sem nekje zunaj, ali pa vsaj na balkonu, da lahko gledam naravo zraven, ker gledanje v ekran me po vseh teh letih dela z ekrani že močno utruje in sem vesela, da lahko pogledam še kaj drugega.